V razredu kompaktnih križancev divja prava vojna. To je razred, ki je trenutno s strani kupcev deležen pravega obleganja. No in ta razred je za Volkswagen tako pomemben, da ga je napadel s kar 3 modeli. T-Crossom, T-Rockom in za nameček še s Taigom. Temu pritisku kljubuje klasična kombi limuzina Polo. Polo je kot na kakšnem bojnem jarku kopan na trgu in ta jarek so z zadnjo prenovo pri Volkswagenu še poglobili in učvrstili. Okrepitve so prišle predvsem s strani novih tehnologij in pa vizualne prenove. Polo še naprej ostaja namenjen tistim, ki si želijo klasične, nekoliko bolj ekonomične in po našem mnenju tudi bolj vozniške izbire. Čeprav so tudi številni križanci vozniško zelo prepričljivi, je Polo pri dinamiki še vedno korak spredaj, tudi če na maski nima značilne rdeče črte. Litrski trivaljnik z 81 kW in oznako TSI je po našem mnenju merilo uglajenosti v tem segmentu. Če pri ostalih trivaljnikih zaznamo značilne tresljaje, jih tu praktično ni. Hvalimo tudi asistenčne sisteme, predvsem sistem Travel Assist, ki s pritiskom na en gumb vklopi radarski tempomat in zadrževanje vozila na sredini voznega pasu. Delovanje sistema je še toliko bolj učinkovito, ker je volanski obroč odslej kapacitiven. To pa pomeni, da asistenčni sistemi za nemoteno delovanje ne potrebujejo več nadležnih drobnih zasukov. Sam bi nov volanski obroč proglasil za najpomembnejšo novost v notranjosti. No seveda pa ne gre prezreti dejstva, da je potniška kabina odslej nekako po vzoru Golfa in električnih modelov ID povsem digitalizirana. Ampak k sreči tudi pametno digitalizirana. Dobra novica je, da matrični žarometi postajajo nekaj vse bolj običajnega. No in tako so pri Polu serijsko na voljo že pri srednjem nivoju opreme. Ta je s ceno okoli 20 tisočakov nekako po našem mnenju smiselna izbira. Z novimi tehnologijami in bolj dinamičnim videzom Polo torej ostaja poletno svež.